Gospod Šteh, kaj vse čaka muzej v Trbovljah, Zasavski muzej Trbovlje v letu 2026? Ja, eno zelo pestro leto se je tudi že začelo in ta program se je že odvijal. Za nami je ena zelo uspešna gostujoča razstava, ki pa je imela tudi pridih Trbovelj v slovenskih ladah, kjer je bila predstavljena tudi ladja Trbovlje, ker to je nek ponos tudi za naše mesto, da svoj čas smo mi imeli po nam poimenovano čezoceanko, in kot je tudi na otvoritvi naš župan poudaril, glede na to, kaj je Trbovlje v tistem času bilo in tudi danes še nekaj pomembno ponovno, je tudi čisto prav, da smo takšno ladjo tudi imeli. Bila je pa posebna, ne? Tudi povezana z eno od vaših razstav, ker je za to ladjo nekaj skulptur kiparskih naredil Stojan Batič. Ne? Seveda, in vse to je povezano. Mi želimo, da imamo znotraj tudi posamezne sezone, se pravi znotraj posameznega leta, da so zadeve se navezujejo ena na drugo, čim več je tega možnega. In lansko leto tudi na ravni občine je bilo leto v znamenju 100-letnice rojstva Stojana Batiča. Mi smo to proslavili z eno večjih retrospektiv, kar jih je imel v zadnjem času tukaj. In seveda ta razstava je pa posledično prišla zraven kot nek dodatek k temu, da osvetlimo tudi ta del, da seveda je bil kipar, ampak kot še nekateri drugi slovenski umetniki je bil povabljen k opremljanju teh ladij, splošne plovbe. Seveda ladja Trbovlje, kdo drug kot on je lahko opremil z mestoma res vrhunsko umetninami, in tudi kot kažejo te stare izpiski iz časopisov, je bil tudi recimo zahodni svet, ki je imel malo drugačne predstave o življenju v Jugoslaviji in ljudeh. Sam impresiran, da je to bila tako rekoč plavajoča galerija. No, v bližnji prihodnosti vas pa čaka še nekaj zanimivih dogodkov, kaj ne? Pomlad vedno pomeni tudi čas, ko se intenzivira nas delo, gremo tudi ven iz muzejske stavbe, tako bomo zdaj. Naslednja stvar, ki nas čaka, je Mednarodni muzejski dan. Tega obeležujejo po vsem svetu, da takrat opozorimo na pomen kulturne dediščine in pomen muzeja in muzejskega dela za širšo javnost. In tudi tukaj še vedno sledimo našemu rojaku Stojanu Batiču in letos dvakrat zjutraj, v jutranjem in popoldanskem terminu ponujamo sprehod skozi Trbovlje ob Batičevih spomenikih, ki jih je tukaj res na eni zelo majhnem območju, kar precej, in vsak skriva tudi neko svojo posebno zgodbo. Poleg tega pa bojo imeli priložnost udeleženci, da tudi v studiu Fina glina se na to tudi sami prelevijo v kiparje in tudi sami preizkusijo svoje spretnosti in izdelajo nek izdelek. No, to pa sledi že tradicionalni, zdaj že drugič pripravljamo z knjižnico Toneta Seliškarja praznični špancir po Trbovljah. Tokrat smo se odločili, da izpostavimo zgodbe iz zgornjega dela Trbovlj, potem ko smo lansko leto prehodili Trbovlje po širokem in počez, in tudi tam se skriva nešteto zanimivih zgodb, in to bo en tak prijeten večeren prehod, tega upam, da čim več ljudi, tako kot nas je lanskrat malo presenetilo, zelo dober odziv, da bomo tudi letos malo osupli. To je v občinskem prazniku Trbovlje, kaj ne? Ja, to je naš prispevek k občinskem prazniku. Bomo seveda sodelovali tudi na tradicionalnem špilplacu. Že prej bo tudi tako en termin muzejskega parlamenta, kot tudi posvečen trenutni razstavi, kjer je ogled veteranov vojne za Slovenijo, policijskega društva Sever, ki
en pregled te vojne za Slovenijo, kajti letos obeležujemo 35. obletnico, predstavili pa bojo ločeno tega tudi svoj film, ki govori o dogodkih in ljudeh tistega časa, in po 35 letih je zdaj pa to že časovna distanca, ko lahko rečemo, da je to zgodovina in da se lahko tudi zgodovinska znanost začne s tem ukvarjati. In prvi izdelki zdaj že sledijo iz tega. Tudi na nek način smo dolžni za ljudi, ki so v tem prelomnem času sprejeli odločitve, ki bi lahko imeli tudi usodne posledice za njih, da se jim za takratno pravilno odločitev njihovo tudi oddolžimo s tem, da negujemo spomin na to, kaj se je takrat dogajalo. Poleti verjetno muzej počiva, tako kot siceršnje življenje, ali ne? Niti ne. Recimo, meni je ponosno lahko povedati, da za razliko od večine muzejev v Sloveniji, ki ob ponedeljkih recimo nimajo vstop, mi smo odprti tudi v ponedeljek, čez celo leto. Zdaj, poleti seveda se delamo to, ki je vidno ljudem, gre na malo nižje obrate, tudi ljudje imajo nekoliko drugačno preživetje, ampak muzej je tukaj še vedno odprt. Predtem nas čaka še poletna muzejska noč, tradicionalna prireditev v Sloveniji, s katero se muzeji predstavljajo, in tokrat pri nas poleg prostega vstopa otvarjamo razstavo iz naše likovne zbirke zasavskih likovnih mojstrov, s katero tudi obeležujemo zdaj 70 let, odkar muzej deluje v sedanji muzejski stavbi, in 75 let od ustanovitve muzeja. V tem času poletnem pa tudi ne počivamo, ampak se pripravljamo potem na drugi del v jeseni, ki jo začenjamo, na to smo kar ponosni, da je aktualna razstava Stojana Batiča je bila izbrana za gostujočo razstavo v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju, kar je velika čast. Gre za kar prestižno lokacijo, tega so samo najboljši tam bil termin, da razstavlja, kar je v prvi vrsti velik kompliment naši kustosini Tarini Rus Krušelj, zelo dobro pripravljeno razstavo, in seveda to odraža tudi to, kaj Batič pomeni v slovenskem merilu. Dejansko gre za umetnika, ki ga je cenila cela država, tudi prek meja, ni neznano ime, tako da to se že veselimo. Kaj še pripravljate? Hkrati pa potem otvarjamo naš največji projekt letošnjega leta, tudi moj najbolj zanimiv tudi za širšo javnost, v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine iz Celja, ki upravlja tudi dediščino fotografskega ateljeja Pelikan, bojo prvič predstavljene fotografije iz obdobja med obema vojnama, ki jih je fotografski atelje Pelikan delal po naročilu Trbovske premogovkopne družbe in nam pokaže lep nov pogled z novimi posnetki na življenje v Trbovljah v tistem času, ko je ravno preraščalo iz nekega naselja v eno živahno mesto, kakršno bo potem tudi postalo po drugi svetovni vojni. Zelo zanimivo bo, ali se bojo prepoznali vse te lokacije, ki so seveda takrat izgledale precej drugače, pa na nek način še vedno dovolj znane, da se ti nekako utrine misel, da to bi pa lahko bilo ravno tukaj. In seveda ne samo, da hočemo razstaviti slike v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine in tudi strokovnjaki, ki bojo poskrbeli za medijsko vizualizacijo, pripravljamo tudi možnosti bolj interaktivnega spremljanja razstave, predvsem v vezi teh slavnih panoram, ki jih je del, ki jih bomo pa probali tudi aktualizirati, da povežemo na eni strani to dediščino Pelikana iz preteklosti z tistim, kakršno je stanje danes. Recimo, največja razlika, ki jo boste opazili pri panoramah, je, da danes smo po tem pobočju, kjer se je na veliko rudarilo, precej bolj zeleni kot v tistem času.
Čeprav so črno-bele fotografije, verjetno ne. Tudi, ampak tam seveda razlika se vidi, kje gost je, kje ga pa nekje ni. Črno-bela fotografija da tudi nek šarm. In konec koncev muzej je tam, kjer se danes sreča s preteklostjo. Glejmo črno-belo fotografijo kot na pomnik nekega časa, pa tudi z malo nostalgije. Še kaj v tem letu? Ja, potem seveda proti koncu leta sledi potem še ta veseli dan kulture, ga tudi obdelujemo, program za to še pripravljamo. Seveda pa jeseni potem sledijo tudi vse običajne aktivnosti, tako pedagoške za šolarje in dijake, kot tudi redna srečanja muzejskega parlamenta. Poleg tega pa ogromno tudi dela, ki ni vidno, dokler ne pride do razstave. Se pravi, evidentiranje dediščine, ki se hrani v depojih, tudi novih predmetov, ki bi bili zanimivi in jih je potrebno rešiti, in pa tisti naš projekt, ki smo ga zdaj zagnali lansko leto in ga poskušamo, da bi zdaj bil čim prej v nekaj letih pod streho zbiranja pričevanj še živečih ljudi o življenju v Trbovljah na različnih nivojih in v različnih vlogah, nekje od konca 60-ih naprej. Zdaj smo pač, tok življenja je tak, da smo v času, ko je zadnji trenutek, ko lahko še te žive spomine zabeležimo. En tak lep primer je bil, recimo letos izdaja knjige o spominih na Dobrno, ki je tudi znotraj trboveljskih kolonij, ki so vsaka nekaj posebnega, tako zelo posebnega, glede na to, da se je 4-krat podirala, ampak nikoli jo niso mogli do konca podreti. Vedno je ustala iz pepela in obstala. Takih zgodb je še več. Želimo priti do njih, hkrati s tem tudi iskati možnosti, kako to predstaviti, ker meni je zmeraj težko, ko gledam, da v muzeju 90% stvari je pač v depojih, ker razstavni prostori so omejeni. Zanimanja pa mislim, da ni tako malo, kakor opažamo tudi potem, ko nas kontaktirajo v muzejih ali pa z odzivi na razstavah, tako da moramo gledati tudi glede na čas, v katerem živimo in kaj nam je vse na voljo, kako lahko to izkoristimo za nekaj dobrega, da ponudimo ljudem, da lahko tudi sami raziskujejo prek naših fondov, seveda z zanesljivimi in znanstveno preverjenimi viri, da ne pridejo ven kakšne trditve, ob katerih saj nam, ki nam je to stroka, včasih grejo kar dlake po koncu. So obiskovalci, še to za konec pogovora, so obiskovalci v muzeju Zasavci ali prihajajo tudi drugod? In eno in drugo. Mislim, kot javna služba, kot regionalni muzej, seveda je naš interes, da kot prvo nas obiskuje lokalno prebivalstvo, da smo s svojimi tematikami in načinom predstavitve zanimivi. In tudi gledamo, ker se pač generacije menjajo, da jih poskušamo nagovoriti v njihovem jeziku in na način, ki je njim zanimiv. In v tem stilu bomo tudi v naslednjih letih pripravili prenovo stalne razstave v muzejski stavbi v Trbovljah, ne toliko v vsebinskem smislu, kot ravno v tem smislu, kako podajamo informacije, pa mogoče da kako še dodamo, da pridemo do neke zaključene celote, ki je pomembna pa potem tudi za tisti drugi segment obiskovalcev, ki nas pride. To so pa turisti oziroma obiskovalci od drugod. Tu, če že gledava znotraj Slovenije, Zasavje je še precej neodkrito področje. In kot tako postaja ravno zaradi tega zanimivo. Ni natlačenost turisti kot kakšne premium točke turizma, na drugi strani ponujajo marsikaj, kar je nam se zdi samoumevno, pa nekaj čisto normalnega, kar pa nekemu obiskovalcu iz Črnomlja, iz Postojne, Ljubljane, že Celja včasih ni. Je zanimivo in te teme, te zgodbe
dobiti in prezentirati. In to je tudi nekaj, kar recimo delamo s temi sprehodi, španciri. Preteklost uloviti v tipične zgodbe za določene situacije, prek njih veliko lažje potem tudi ljudje spoznavajo nekatere dosti bolj kompleksne zadeve, ki jih pa konec koncev hočemo predstaviti. Hočemo biti prijazen muzej, kjer se bodo ljudje dobro počutili, tudi v smislu tega, da se ob vikendih recimo razvedrijo od siceršnjega dela, da damo priložnost družinam, da tukaj kvalitetno preživijo prosti čas, ampak hkrati ne opuščamo te želje, da tudi izobražujemo. Tukaj ni dilem okoli tega, ali bomo zabavišče ali neka izobraževalna institucija. Definitivno je naše prvo poslanstvo izobraževanje o kulturni dediščini, o preteklosti Zasavja, o ljudeh, ki so tukaj bivali, zakaj Zasavci smo Zasavci. Ampak pri tem nekako ne smemo biti suhoparni in moramo uporabljati prijeme, ki določene stvari iz preteklosti, ki se nam zdijo oddaljene in težko razumljive, naredimo žive in razumljive tudi zdajšnjim generacijam. Sam na ta način bo naša dediščina preživela in na ta način bo tudi naš muzej imel svoj smisel obstoja, za katerega lokalna skupnost tudi prispeva sredstva. Gospod Bogdan Šteh, najlepša hvala za pogovor in veliko uspeha pri vodenju muzeja. Najlepša hvala tudi vam za povabilo.